Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Edi Gobec. Filozof, sociolog, antropolog in velik domoljub, Edvard Edi Gobec je bil rojen v Celju, odraščal je v Tržišču, naselju med Rogaško Slatino in Rogatcem. Vojno je dočakal kot dijak v Mariboru. Pri 17 letih so ga Nemci odpeljali v delovno taborišče in zatem prisilno mobilizirali v nemško vojsko. V Franciji je prebegnil k odporniškemu gibanju in pozneje k angleški vojski. Po vojni je končal gimnazijo in delal v begunskih uradih v južni Italiji. Leta 1950 je odšel v Združene države Amerike. Tam je ob delu študiral filozofijo, sociologijo in antropologijo ter študij končal z doktoratom na univerzi v Columbusu. Z učiteljico Mileno, rojeno Osenar, si je ustvaril družino. V dom v Clevelandu sta sprejela 3 hčere. Edvard Gobec je predaval na univerzah in bil zaposlen kot znanstveni svetnik v več državnih ustanovah. Bil je med pobudniki slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, ki ga je tudi vodil. Zbiral, raziskoval in arhiviral je podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih, ki so s svojim delovanjem zaznamovali mednarodni prostor. Raziskoval je manjšinsko in izseljeniško problematiko ter vprašanje večkulturnosti. Nastopal na radijskih in televizijskih postajah, objavljal študije, razprave in komentarje. V času slovenske pomladi je okrepil stike z domovino ter veliko prispeval k osamosvojitvi in mednarodnemu priznanju naše države. Med 16 knjigami je odmevalo delo Slovenian Heritage. Pri družini je izšla knjiga Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji. Bil je član večjih akademij in vpisan v seznam znamenitih Američanov. Umrl je v Clevelandu. Zemeljska pot Edija Gobca se je začela v knežjem mestu v Celju, v družini očeta Alberta Gobca in matere Terezije. Oče je bil izučen čevljar. Obrt, ki jo je podedoval po svojem očetu, je kmalu opustil. Pridružil se je orožnikom, kar je bil takrat spoštovan poklic. Bil je strog in precej samozavesten, a dobrosrčen. Rad je pomagal ljudem s pisanjem različnih prošenj in jim svetoval, kaj storiti v določenih težavah, ki so jih pestile. Mati Terezija, sorodnica znane svetovne popotnice Alme Karlin, je odraščala v revni kmečki družini in ni mogla postati učiteljica, kot je želela. Bila je globoko verna, delovna in preudarna gospodinja. Sin Edi se jima je rodil 25. julija leta 1926 v celjski bolnišnici. Kot je bilo takrat v navadi, so ga takoj po porodu krstili v bližnji cerkvi svetega Danijela in mu dali ime Egidi. Edi Gobec je otroštvo in del mladosti preživljal na bajterski kmetiji v Tržišču pri Rogaški Slatini. Osnovno šolo je obiskoval pri Svetem križu. Posebej je občudoval kaplana dr. Jožeta Orešnika, ki je bil v marsičem njegov mentor in pozneje dobrotnik. Rad je ministriral in oče, ki ni bil preveč navdušen nad duhovniki, ga je redno zbujal, da ni zamujal jutranje maše. Versko vzgojo je prepustil materi. Edi je poleg ministriranja in petja sodeloval pri Orlovski zvezi, katoliškem telovadnem in vzgojnem društvu.
Po razpustitvi te organizacije je sodeloval v Fantovski zvezi in pozneje pri Mladcih oziroma v Dijaški katoliški akciji. Po osnovni šoli je Edi Gobec jeseni leta 1938 odšel v Maribor, kjer je obiskoval klasično gimnazijo kot gojenec malega semenišča. Med njegovimi sošolci je bil tudi Jože Toporišič. Edi Gobec je bil ves čas med odličnjaki. Zelo dobro se je razumel z razrednikom Antonom Klesincem, ki je poučeval latinščino, grščino, nemščino in zgodovino starega veka. Zaljubljen je bil v slovensko književnost. S posebnim veseljem se je učil 5 obveznih jezikov: slovenščino, srbohrvaščino, francoščino, latinščino in klasično grščino. Temu je dodal še 2 izbirna predmeta, češčino in nemščino. Tudi v Mariboru je nadaljeval z ministriranjem, med drugim je stregel pri maši takrat še mlademu duhovniku in profesorju v bogoslovni šoli Antonu Trstenjaku. V mariborskih letih mu je umrl oče. Izgubil je tudi starejšo sestro. Tik pred koncem 3. razreda gimnazije je 2. svetovna vojna zajela tudi naše kraje. Nemci so kmalu po prihodu, med drugim, pregledali sezname šol, tudi gimnazij, in od staršev zahtevali, da odličnjake pošljajo na Dunaj na 2-letni učiteljski tečaj. Tam naj bi jih naučili prave kulture in jih vzgojili v nemškem duhu. Potem bi prišli nazaj v Slovenijo, da bi kot učitelji nemščine pomagali pri prevzgoji mladih. Edi Gobec je bil vedno med najboljšimi dijaki. Ker očeta ni bilo več, so na občino poklicali mamo in ji povedali, kaj in kako. Kaj naj stori? Povedala je, da je pred kratkim prestala več operacij in da nujno potrebuje nego. Tako so ji dovolili, da sme sin ostati pri njej. Edi Gobec takrat še ni imel 16 let, zato je moral znova za nekaj časa v šolo pri Svetem križu. Kmalu po okupaciji so prišli novi učitelji, zapriseženi nacisti, ki pa se v znanju še zdaleč niso mogli primerjati s slovenskimi učitelji. V tistih mesecih je zasovražil Nemce, ki so čez noč postali gospodarji na vseh področjih življenja. Poleg tega so preganjali in zapirali številne Slovence, od duhovnikov in učiteljev do njegovih vrstnikov. Zaprli so kaplana Orešnika, pa novomašnika Trofenika, enega od Edijevih sošolcev, in več znancev. Sam ali s prijatelji jih je obiskoval v taboriščih v Reichenburgu, Šterntalu in na Borlu. Kot je pripovedoval v pogovoru za Radio Ognjišče ob svoji 75-letnici, je skupaj s Francem Šrimpfom in Francem Koresom izvedel več protinemških akcij. Na nekaj krajih so prerezali telefonsko in električno napeljavo, rešili so celo nekaj manjših zvonov, ki so jih Nemci nameravali odpeljati. Novembra leta 1943 so Nemci Edija Gobca skupaj z vrstniki iz Štajerske, ki so bili rojeni leta 1926, poslali v delovno taborišče Zurendorf na avstrijsko-madžarski meji nedaleč od Bratislave. V izredno mrzli in vetrovni zimi so jih vozili na precej oddaljeno vojaško letališče, kjer so urejali kanalizacijo in polagali drenažne cevi. Skupaj s še nekaterimi zavednimi slovenskimi fanti je uspešno organiziral sabotažne akcije. Na vsak način so želeli škodovati Nemcem, čeprav so s tem tvegali svoja življenja. Edi Gobec je v delovnem taborišču ostal le nekaj mesecev, saj so jih že februarja leta 1944 poslali v Coburg, v Nemčijo, po nekaj tednih vojaških vaj pa v južno Francijo, v četo za polaganje min. Spet se je povezal z nekaj zavednimi Slovenci in z njimi izvajal sabotaže. Pri polaganju min na območju ob Sredozemskem morju
so nekatere zakopali brez privitih vžigalnikov in s tem omogočili varne prehode. Podatke o tem so prek domačina, ki jim je dostavljal hrano in druge potrebščine, posredovali francoskemu odporniškemu gibanju. Temu vozniku so dali tudi podatke o lažnih oziroma navideznih minskih poljih ter vsakodnevnih geslih, ki jih je bilo potrebno poznati ob morebitnem srečanju s stražo oziroma patruljo. Prav zaradi posredovanja podatkov so francoski ilegalci večkrat uspešno napadli nemška topniška gnezda, enkrat celo vojaško letališče pri Cannesu. Po približno 5 mesecih je Edi Gobec prebegnil na francosko stran. Na beg je mislil že sredi vojne, ko so ga od doma poslali v delovno taborišče, a zavedal se je, da bi se Nemci zagotovo maščevali nad mamo in bližnjimi sorodniki. Sredi leta 1944 je izkoristil napad francoskih partizanov na njihove položaje. Del njihove enote se je pravočasno umaknil v bližnje utrjeno mesto, drugi so ostali izpostavljeni izstrelkom granat, med njimi tudi Edi Gobec, ki se je naslednje jutro predal francoskim partizanom. Po posredovanju neke gospe, ki je razložila, kdo je in da že ves čas dela proti Nemcem, so z njim ravnali prizanesljivo in mu celo obljubili pomoč, če bi želel ostati v Franciji. A Edi Gobec je na vsak način želel priti do zaveznikov in se vključiti v njihovo vojsko. Ko se je povezal z njimi, so ga z drugimi prebežniki odpeljali v južno Italijo, v ameriško in zatem angleško ujetniško taborišče. Od tam se je javil jugoslovanski kraljevi vojski. Sprejeli so ga in nekaj časa je bil z njimi v upanju, da se bodo lahko borili proti Nemcem. To se ni zgodilo in tudi orožja niso dobili. Tako se je zanj končala 2. svetovna vojna in tudi vojaščina. Kot je pripovedoval, je hvaležen, da mu ni bilo treba streljati in da ni nikogar ubil, čeprav je bil sam na bojiščih večkrat v življenjski nevarnosti. Ponosen je tudi na to, da se je ves čas upiral Nemcem. Maja leta 1945 je Edi Gobec, ko se je končalo tudi njegovo ujetništvo, prostovoljno vstopil v angleško vojsko blizu Neaplja. Dodelili so ga poveljstvu, kjer je bil prevajalec, natakar in je kmalu dobil čin desetnika. Zaradi odličnega znanja jezikov in prijaznega značaja so ga spoštovali in vzljubili. Tam je srečeval visoke angleške oficirje, tudi generale. V vojski je ostal do jeseni 1946, zatem se je pridružil rojakom v begunskem taborišču v Bagnoli. Tam je med drugim nadaljeval gimnazijski pouk. Po priznanju srednješolske izobrazbe pa se je 1 leto vozil z vlakom iz taborišča na Vzhodni inštitut Neapeljske univerze, po potrebi pa delal v begunskih uradih, bil je prevajalec v bolnišnicah, ves prosti čas pa je porabil za študij, predvsem pa si je želel čim prej prek oceana. Ladja, s katero je odšel na pot, je prispela v New York, v Združene države Amerike, februarja leta 1950. Tako je Edi Gobec začel novo življenje v deželi, ki je postala njegova druga domovina. Imel je priporočila in obljubljeno štipendijo na Univerzi svetega Bonaventure v New Yorku, kjer je začel študij filozofije in sociologije. Študij je bil oblikovan tako, da je vzporedno poslušal še vrsto drugih predmetov, od matematike do francoščine. Zaradi dobre podlage od doma je z lahkoto preskočil več semestrov. Ob tem je spomnil, da smo imeli v Sloveniji v njegovem času zares kakovostne šole. Učenje ni bilo njegovo edino delo. Štipendijo je moral na nek način tudi odslužiti.
Med drugim je čistil razrede in delal v fotografski temnici, kjer je preslikaval in razvijal vatikanske dokumente za svojega dobrotnika in mentorja frančiškana in dvakratnega doktorja, filozofa Filoteja Benerja, Nemca po rodu. Na univerzi, pa tudi v vsakdanjem življenju, so ga že na začetku presenetili medčloveški odnosi, ki so bili precej drugačni kot v Evropi. Kot primer je navedel obisk poštnega urada. Nekaj so v uradu namestili in upraviteljica je hitro segla po metlo in pridno pometala, medtem ko sta se pismonoša in pomočnik šalila pri odprtem okencu. Šmentano, ali sta z mano vred štorasta, se mi je najprej zazdelo, ko sem že nekaj časa čakal pred okencem in videl, da nobeden ne misli prevzeti metle. Toda kmalu sem opazil, da so vsi trije prav zadovoljni in nasmejani, najbolj dama sama, in začel sem misliti malo drugače, ali ni to lepo? Polno uslužbencev ima in je res prava gospa, pa je ni sram prijeti za metlo. Prav nič se ne boji, da bi kdo mislil, da je samo snažilka in da pač zato, ker nič drugega ne zna, pometa urad. Ali ni ta ameriška mentaliteta, vsaj z ozirom na delo, mnogo bolj naravna in prisrčna kot naše evropsko vihanje nosov? Tako sem razmišljal, ko se je prismejala k okencu, obrisala roke v robček in me vprašala, tipično po ameriško, "May I help you?" V New Yorku se je Eddie Gobec hitro navadil novega načina življenja. Posebej ga je navdušila sproščenost v medsebojnih odnosih. V uradnih ustanovah so uporabljali razne nazive, na ulici si lahko vsakega nagovoril le po imenu. Kljub temu je Eddie želel v bolj slovensko okolje. Že med prvimi poletnimi počitnicami je odšel v Cleveland, kamor ga je povabil prijatelj Edi Kraševec, s katerim sta se prvič srečala v Celju, od koder so Nemci mlade fante poslali v delovno taborišče. Tam si je poiskal delo, da bi dobil nekaj denarja za preživetje in novo študijsko leto na univerzi. V zborniku Svobodne Slovenije za leto 1957 je o svojem prvem srečanju z enim največjih slovenskih mest v navednicah zapisal. Ko sem prvič prišel v Cleveland in nosil malto pri kovaču, ki z vrlimi slovenskimi zidarji in mizarji gradi hiše kar na debelo, me je presenetila slovenska harmonika. Izza vogala so se prikazali slovenski svatje, ki so prišli po nevesto, prav kakor kje na Gorenskem ali pri nas na Štajerskem. In ko sem zvečer krevsal domov, skoraj nisem mogel verjeti, da hodim po Ljubljana Avenue, po ulici, ki se imenuje po naši beli Ljubljani. Tam blizu, kjer sem izstopil iz avtobusa, pa je Grdina Drive, cesta, ki nosi ime našega velikega zaslužnega pionirja. Amerika nosi pečat vsega sveta in vseh ljudstev. Amerika, kakršno je odkrival, je bila posejana s pripadniki številnih narodov. Prevzelo ga je dejstvo, da je bilo na primeru v Chicagu na začetku 20. stoletja le slaba četrtina Američanov, ki so bili tam tudi rojeni. Preostali prebivalci so prišli od drugod. Navdušen je bil nad tem, da je na tamkajšnji televiziji redno nastopal Frank Janković s slovenskimi popevkami, da je vsak teden lahko poslušal slovensko radijsko oddajo, da je v določenem času v Clevelandu živelo več Slovencev kot v Ljubljani. Prav v tem mestu se je rodila zamisel, da bo začel zbirati gradivo o uspešnih Slovencih v Ameriki. Zidarski pomočniki, s katerimi je delal, so zelo malo vedeli o Slovencih in njihovem doprinosu v ameriški družbi. Temu se je pridružilo še zaničevanje. Sodelavci so me kar naprej pozivali, naj jim pokažem kakšnega resnično uspešnega Slovenca, na primer enega samega bejzbolskega zvezdnika v Ameriki, slavnega arhitekta ali izumitelja.
Moje odgovore so smehom in kričanjem zavračali. Tako sem ob večerih in nedeljah brskal po sicer odličnih clevelandskih knjižnicah v upanju, da bom odkril in kopiral kaj močnega, kar bi lahko pokazal sodelavcem na gradbiščih. Našel sem knjigo profesorja Duncana o priseljencih in asimilaciji iz leta 1933, v kateri trdi, da je 86% Slovencev v Jugoslaviji nepismenih, da sploh nimamo svojega knjižnega jezika in da so s takimi nevzgojenimi priseljenci tudi v Ameriki težave. Pač pa, da so najbolj pismeni Bosanci, kar avtor pripiše vplivu sekte Bogomilov. To, da je priznan sociolog z doktoratom do skrajnosti krivično ponižal Slovence, ga je zadelo v srce. Takrat je sklenil, da bo vsako prosto minuto in vsak privarčevani dolar porabil za raziskovanje in objavljanje slovenskih dosežkov v Ameriki in po svetu. Vrnil se je nazaj k študiju filozofije, sociologije in antropologije, v 8 letih zamenjal 5 univerz in leta 1962 doktoriral na Državni univerzi v Kolumbusu iz socialne psihologije. Zaradi preživetja je ob študiju in raziskovalnem delu delal v tovarnah, bil pleskar, bolniški strežnik in socialni delavec. V študijskih letih se je povezal z drugimi visokošolci slovenskega rodu. Začeli so izdajati glasilo z naslovom Odmevi, ki ga je urejal Edi Gobec. Pomembna prelomnica Edija Gobca je bilo leto 1966, ki jo je sam imenoval največji blagoslov v življenju. To je bila poroka z Mileno Osenar, doma iz Cerkelj pri Kranju, srednješolsko učiteljico latinščine in francoščine. Poleg tega je v Clevelandu več kot 20 let poučevala slovenščino in bila s sestro Bredo Lončar avtorica 2 obsežnih učbenikov slovenščine. Le-te so uporabljali samouki in sobotni gimnazijski in univerzitetni študentje po vsej Ameriki, tudi v Kanadi, Avstraliji in drugod. Edi Gobec je o njej, o Mileni Osenar, svoji ženi, na stara leta še povedal. Je čudovita mati 3 deklet in fantka Stanka, ki je umrl kmalu po rojstvu. 50 let je tudi moja najzvestejša in najbolj plodna sodelavka pri raziskovalnem in publicističnem delu. Vse hčerke so danes mamice. Milica je šolska psihologinja, Mojca učiteljica otrok z motnjo v duševnem razvoju, Metka pa poučuje v programih za posebno nadarjene otroke. Vse skušajo poklicno in prostovoljno storiti čim več dobrega za mladino. Vse so obiskovale sobotno slovensko šolo in bile aktivne pri folklorni skupini Kres. Edi Gobec se je po poroki ustalil v Clevelandu, kjer sta si z ženo Mileno uredila dom. Že prej je predaval na eni od univerz in se več let posvečal raziskovalnemu delu na področju mladostnega kriminala ter spremljanja slepih in slabovidnih. Leta 1967 je začel predavati na priznani univerzi Kent, kjer je ostal četrt stoletja, in se leta 1993 upokojil kot zaslužni profesor. Tam je bil tudi lektor slovenščine. Predaval je na univerzi, na kateri je doktoriral, pa na univerzi Maryland v Labradorju, Islandiji in Novi Fundlandiji. Kot si je obljubil, je večino preostalega časa posvetil zbiranju podatkov, arhivskih dokumentov, dopisovanju z rojaki po Ameriki in po svetu, odkrivanju zanimivih rojakov in pisanju o njih. Njegovo pozornost je pritegnil zapis z naslovom Savkanski rojak Anton Plenčič, ki je leta 1967 izšel v reviji Goriška srečanja.
V omenjenem zapisu sta zgodovinarja Branko in Ivan Marušič predstavila rojaka Marka Antona Plenčiča doma iz Solkana. Kot zdravnik-znanstvenik je postavil pomemben mejnik v medicini, zlasti na področju mikrobiologije. Bil je med utemeljitelji nauka o nalezljivih boleznih, razvil je teorijo mikrobov. V svetu ga poznajo pod imenom Marcus Antonius Plencis. Po rodu pa naj bi bil Avstrijec. Raziskovanju življenja tega svetovno znanega Slovenca se je zatem posvetil tudi Edi Gobec. S pomočjo znancev in prijateljev je odkril številne podrobnosti iz njegovega življenja in o njem objavil vrsto člankov, med drugim v biltenu Slovenskega raziskovalnega središča, pa v knjigi Slovenian Heritage, Slovenska dediščina in drugod. Na podoben način se je Edi Gobec lotil iskanja drugih uveljavljenih rojakov. Pri tem se je držal slovenske ljudske modrosti, ki pravi, da se brez muje še čevelj ne obuje. Tudi mamine besede čin ne da nič so mu neprestano zvenele v ušesih. Pregledoval je razpoložljiva referenčna dela, si izpisoval slovensko zveneče priimke in ob koncu tedna tipkal pisma in preverjal narodnosti in dosežke. Za družino je pripovedoval. Ustno in v tisku sem neprestano prosil za napotke, naslove, časopisne izrezke in slike slovenskih uspešnežev ter njihovih stvaritev. Ta akcija je pritegnila mnoge dragocene sodelavce, od zavednih gospodinj in delavcev do rektorjev dr. Strune in dr. Jezernika, od slikarja Miha Maleša do zelo zavzetega dolgoletnega sodelavca Lada Kama, patra Bazilija in drugih v Avstraliji, Vinka Mirta v Braziliji, Sulčiča v Argentini in več duhovnikov ter študentov z vseh vetrov. Ker nismo imeli niti toliko sredstev, da bi najeli vsaj občasno tipkarico, je bilo ob delu v tovarnah, v skupnosti in pozneje na univerzah precej težko najti, dopolnjevati in preverjati podatke in pa obdržati stike s sodelavci in pridobivati nove. Najbolj mi je pomagala požrtvovalna žena Milena. Njegovo delo ni ostalo neopaženo. Mnogi rojaki so Edija Gobca poznali kot pobudnika oziroma ustanovitelja Slovenskega raziskovalnega središča. Zbornik Svobodne Slovenije je v 70. letih pisal, kako za takim središčem, ki je zaživel v Kanadi, zdaj podobna ustanova pod vodstvom Edija Gobca deluje tudi v Združenih državah Amerike in izdaja knjige. Omenil je knjigo, v kateri je Gobec predstavil znanega glasbenika Antona Šublja. Dodal je še, da v sklopu te ustanove pripravlja svojo veliko enciklopedijo Slovencev, ki se na kakršenkoli način uveljavljajo v svetu, ali pa ki so se uveljavili kot zavedni Slovenci ali kot njihovi potomci. Edi Gobec je vodil tudi založbo Euram Books. Ta je med drugim na pobudo duhovnika Ferdinanda Kolednika izdajala angleške prevode slovenskih literarnih del, pa tudi razprave in zgodovinska dela o Sloveniji. Slovensko raziskovalno središče je v pripravi na 200-letnico Združenih držav Amerike predstavilo svoj načrt, ki ga je sredi leta 1975 objavila Slovenska država. Edi Gobec je v 12 točkah napovedal, kaj vse pripravljajo oziroma bi želeli uresničiti. Napovedal je izid knjige o slovenskem doprinosu k vsestranskemu razvoju ameriške družbe, dvojezično čitanko z odlomki del slovenskih literarnih ustvarjalcev v ZDA, monografijo o Clevelandu, priročnik za učenje slovenščine, uvod v slovensko zgodovino. Napovedal je tudi različna predavanja, radijske oddaje, nagradna tekmovanja. Vložili naj bi tudi pobudo za razglasitev posebnega tedna ameriške mladine ter predsedniku Združenih držav Amerike podali predlog za ustanovitev posebne organizacije, ki bi osvetlila prispevek različnih etničnih skupin pri graditvi Združenih držav Amerike.
Edi Gobec je v slovenski državi že pred pobudo ob jubileju Združenih držav Amerike objavil vrsto daljših zapisov z naslovi Slovenski doprinos ameriški cerkvi, Slovenski doprinos Ameriki na prosvetnem polju, Širimo slovenska dela v svetovnih jezikih in podobno. Njegove zapise so pogosto objavili tudi drugi slovenski časopisi in revije po svetu. Lahko omenimo, da je na duhovnem področju z 200-letnico Združenih držav Amerike povezana tudi pobuda naših rojakov v Ameriki, da bi vsako leto na predvečer praznika Marije z Brezi 23. maja obhajali večer slovenskih krščanskih izročil. Zato se je odločila slovenska narodna skupina, ki se je avgusta leta 1976 zbrala na Evharističnem kongresu v Filadelfiji. Prvo obsežnejše delo Edija Gobca je že omenjena knjiga Slovenian Heritage, ki je izšla leta 1981 na več kot 600 straneh. V prevodu bi lahko rekli slovenska dediščina. V prvi izdaji je v naslovu dodano, da gre za prvi del. V knjigi, ki je doživela 3 ponatise, je v časovnem zaporedju predstavljena vrsta znanstvenikov, izumiteljev in drugih uspešnih ljudi iz slovenskega rodu. V njej so predstavljeni tudi zapisi o njih, pa njihovi portreti in druge fotografije, ki razkrivajo, zakaj so jih v ameriški družbi opazili in priznali njihove dosežke. Knjiga je našla pot v številne domove Slovencev po vsem svetu. Le v domovini je bila prepovedana. Izbor tega dela z novo poglobljeno predstavitvijo in precej dodanimi posamezniki je izšel pri založbi Družina pod naslovom Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji leta 2015. V njej med drugim beremo. Številni izumi, ki se nam zdijo samoumevni, so dela Slovencev, ki so zapustili domovino in njihovih potomcev, ki so se izkazali v novem svetu. Pomembno vlogo pri razvoju satelitov za vremenske napovedi je imel Hrastar, mikrovalovnih pečic Pucelj, čistilnih naprav Krofta, tiskarskih strojev Hozjan. Sodelovali so ob začetku množične proizvodnje letal Stupar, ob lunarnem vozilu Volk, pri Boeingu 747 Suter, pri razvoju poliestra, vodonik in plastike, ki je 10-krat močnejša od jekla, Prevoršek. Avtomobil prihodnosti je izum Bucika, prvi žepni računalnik pa Rodeta. Kovačeva je povezala medicino s superračunalniki. V knjigi so prikazane mnoge življenjske zgodbe, ki pričajo, kako slovenska inovativnost, delavnost, vztrajnost in pogum prispevajo k splošnemu človeškemu napredku. Edi Gobec je ob tem še dejal. Zame je domala vsak zelo zanimiv. Imel sem izredno srečo, da sem si z mnogimi dopisoval ali smo se osebno srečali. Občudujem na primer genialnega Janka Bucika, čigar avtomobil prihodnosti sem občudoval na newyorški svetovni razstavi, ne da bi slutil, da je izum in delo našega primorskega rojaka. Bucik je slovel v avtomobilski stroki, izdelal je mini podmornico in bil še nadarjen kipar. Zelo cenim pionirja letalstva Maxa Štuparja, o katerem so Američani pisali, da je oče množične produkcije v letalstvu, doma iz Mettlinga v Avstriji, mi pa smo dokazali, da je to Metlika v Beli krajini. Čudovita v letalstvu sta bila tudi razpet in seveda oče letala 747 in ameriškega predsedniškega letala Air Force One Joseph Sutter, ki je zavedno spremenil polete na velike daljave. Vedno sem občudoval izumitelja Franceta Rodeta in njegovega prijatelja Zvonka Fazarinca ter Franklina Puhka, velikana na področju medcelinskih in vesoljskih raket, ki je poučeval pilotiranje raketoplanov Johna Glena in še 6 ameriških pionirskih astronautov. Nekateri med njimi, Bucik, Rode, Zupan, Celestina in astronaut Jerry Linenger, ki je ponesel v vesolje slovensko zastavico in podobo Marije Pomagaj z Brezi, so skupaj z največjim znanstvenikom Albertom Einsteinom in očetom vesoljske dobe Wernerjem von Braunom prepričani, da si vera in znanost ne nasprotujeta, ampak da se dopolnjujeta.
Edi Gobec je imel pomembno vlogo pri osamosvajanju Slovenije. V letih 1990 do 1992 je napisal in poslal na stotine pisem ameriškim politikom, tudi vladam in ambasadam drugih držav, od Švedske, Islandije, Anglije, Avstralije in celo Japonske. Kopije vseh teh pisem skupaj z odgovori, tudi številnimi iz Bele hiše, med drugim predsednika Reagana, pozneje Bidena, ter več senatorjev in kongresnikov. Imel je odmeven govor na vseameriški konvenciji mladih republikancev julija 1991 v Miamiju. Pomagal je slovensko-ameriškemu svetu, se zavzemal za zbiranje prispevkov za pomoč Demusu. Izdal je publikacijo Ponosen, da sem Slovenec. Ni zanemarjal svojega temeljnega dela, pri 90 letih je pripovedoval. Dokler mi Bog poklanja življenje in zadostno zdravje, bom nadaljeval raziskovanje, pisanje in zbiranje. Mislim, da bi bilo za slovensko zgodovino in kulturo, ter seveda samozavest in slovenski ugled, dobro objaviti v slovenskem in angleškem jeziku že v glavnem napisano knjigo o izrednih slovenskih uspehih po svetu. Naslednika vsaj v Ameriki za zdaj ne poznam, sem pa prepričan, da bi razne raziskovalne skupine, ki imajo zagotovljene veliko boljše in lažje pogoje, kot sem jih imel jaz, lahko uspešno nadaljevali to delo. Srce me boli, ko mnogi dobro financirani raziskovalci namenjajo toliko pozornosti Bosancem, Albancem in drugim, zanemarjajo pa slovenske izzive. Kjer sta volja in srce, tam vedno lahko se uspe. Edi Gobec je leta 2020 s strani predsednika države Boruta Pahorja prejel visoko državno odlikovanje za življenjsko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije ter obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu. Že 14 let prej je tedanji predsednik vlade Janez Janša med obiskom Združenih držav Amerike ob njegovem 80. rojstnem dnevu izročil priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska škofovska konferenca mu je podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Edi Gobec je bil član Slovenske teološke akademije v Rimu in Akademije znanosti v New Yorku. Od leta 1970 je vpisan na narodni seznam znamenitih Američanov. Prejel je tudi naziv odličen vzgojitelj Amerike. Poskrbel je tudi za to, da je bogat arhiv, ki ga je zbiral več kot 60 let, prišel v Slovenijo. Edi Gobec je svojo zemeljsko pot sklenil 12. decembra leta 2020 na svojem domu v Clevelandu. Oddajo o Ediju Gobcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.